Minister, še z vaše strani nekaj besed o tem projektu. Vredno je to velika pridobitev za državo. Z vztrajnim delom, trdo vajo, danes je sobota, ohranjamo sloves in status enega najboljših sistemov zaščite in reševanja v svetu in temu ni kaj dosti dodati. Poglejte kapacitete. Naše vodilo je, da nihče v nesreči ne ostane sam. Nekdo, ki bo šel v te kontejnerje, se mu je prej zgodilo nekaj hudega. In s tem mu mi dajemo upanje, dober standard, da življenje teče normalno. In to se mi zdi najpomembnejše sporočilo. Gospod pravi, da je ta projekt tudi malo vizionarski. Vojna se razplamteva. Kakšne so vaše zadnje novice, morda današnje, nekaj, kar še nismo objavili? Direktor odlično vodi upravo za zaščito in reševanje, združuje profesionalce, prostovoljce, zasebnike v en sistem. To je sistem, v katerem nikdar in nikoli ne prideš na konec. Zato, ker je življenje nepredvidljivo. Mogoče sporočila, evakuacija se učinkovito, uspešno in pa hitro zaključuje. Poskrbeli smo za vse. Zadovoljen sem, da ni poškodovanih, ranjenih. Je pa tudi takale akcija trenutek za evalvacijo, da se vsakdo od nas, državljanov, postavi pred ogledalo in reče, ja, influencerstvo, Facebook, Instagram je eno, realno življenje je kdaj tudi drugačno in da se razumemo in spoštujemo. Še kakšno letalo ali bomo v kombinaciji z drugimi državami? Direktor za zaščito in reševanje je speljal tudi postopke vstopa v evropski sistem. Zdaj letala niso več polna, prevažamo tudi državljane drugih držav in pa za koga, ki je mogoče še ostal na tem nemirnem koščku sveta, bo z mednarodno solidarnostjo ali pa z rednimi letalskimi linijami poskrbljeno. V glavnem ocena akcije je pozitivna. Zahvala z tega mesta. Premalkrat znamo biti hvaležni, reči hvala lepa vsem, Rdečemu križu, Slovenski vojski, psihologom, 114 centrov, tam so sprejeli okrog 1000 klicev, nič dolžni, nič krivi, slišali vse sorte, ampak prijeli stoično in ponosno in pa brez dvoma, kar se učinkovitosti tiče, predsednik vlade, Ministrstvo za zunanje zadeve, generalni sekretariat vlade storili tisto, kar je bilo treba. Pomembno sporočilo, ki se ne sliši v tej Sloveniji ravno rado, ker je pozitivna novica, da ti prideš z letalom v tuji zračen prostor. Moraš imeti tam države in vodstva držav, s katerimi si v dobrih odnosih in jaz moram reči vsem samo hvala lepa. Sem šel po tem, ko so ugasnile luči in se osebno zahvalil posadki jordanskega letala, ki je prvo pripeljalo potnike v našo državo. Bili so izmučeni, utrujeni, ampak z iskrico v očeh. Vsi skupaj smo storili tisto, kar je bilo postoriti treba. Hvala lepa. Prosim.